Brigadir Robert Glavaš je vojak z dušo in srcem. V svoji dolgoletni vojaški karieri se je izkazal na številnih dolžnostih, tako doma kot tudi v tujini. Zato sem z mirnim srcem in popolnoma samozavestno vladi Republike Slovenije brigadirja Glavaša predlagal za novega načelnika generalštaba Slovenske vojske. V tem mesecu, odkar sva sodelovala skupaj nekoliko bolj intenzivno, se je izkazal kot vesten in pa izjemno profesionalen vojak, ki razume in ve, kaj potrebuje Slovenska vojska in tudi natančno ve, kakšne so možnosti in tudi izzivi, ki čakajo Slovensko vojsko v prihodnosti. Vse nas čakajo številni izzivi. Zagotovo je eden izmed temeljnih ta, da obrnemo te negativne kadrovske trende v Slovenski vojski. Tukaj bo potrebno vložiti kar nekaj energije in nekoliko mirnejši sem zaradi tega, ker brigadir Glavaš natančno ve, kje so še možnosti za izboljšave in kaj je potrebno storiti, da vendarle Slovensko vojsko lahko lažje in boljše popolnjujemo v prihodnosti. Druga pomembna prioriteta je obrambni proračun. Slovenska vojska seveda deluje na domoljubni pogon, ampak kljub temu ta domoljubni pogon ni vsemogočen, potrebna so tudi sredstva in tukaj bodo potrebni premiki naprej, kar se tiče obrambnega proračuna. Tukaj vidim predvsem svojo dolžnost novega načelnika pa, da bo vojska predvsem prihajala z realističnimi predlogi, s takšnimi, ki jih bomo lahko uresničili in ki bodo koristili celotnemu narodu. Seveda pa smo v teh trenutkih predvsem zaposleni z soočanjem s COVID-19. Tukaj moram pohvaliti Slovensko vojsko in njene pripadnike, ki so se v tem času izjemno izkazali, prevzemali pomembne dolžnosti in naloge v boju zoper COVID-19 in kolikor bo potrebno to v prihodnosti, bodo to tudi še naprej počeli. Za danes pa iskrene čestitke brigadirju Glavašu za prevzem nove dolžnosti, obilo sreča in poguma. Seveda, tudi nekaj besed v mojem imenu, seveda najprej gre za zahvala gospodu ministru pa predsedniku vlade, seveda, da so podprli oziroma pač me izbrali za prvega vojaka v Slovenski vojski. Jaz sem siguren, da tako odgovorna dolžnost, kot je načelnik generalštaba Slovenske vojske, ni mačji kašelj. Siguren sem in vem, da bom z svojimi kolegi, ki so na moji desni strani, poveljnik sil, poveljnik CVŠ in vsi ostali pripadniki Slovenske vojske, da bomo vse izzive, ki so pred nami in bodo pred nami, ne samo v tem času, ko je COVID, ampak tudi v nadaljevanju, kot je že minister povedal, okrog kadrov, okrog vseh teh nabav in ostalega, privedli do točke, kjer bomo ta diagram dvignili pozitivno. Zdaj, če govorimo o COVID-u, definitivno vsi želimo, da je diagram obolelih gre dol, vendar mi v vojski želimo, da gre kadrovska politika, viri, materialni viri in vsi ostali, tudi finančni, nekoliko navzgor in edino tako lahko ohranjamo Slovensko vojsko v dobri kondiciji, tudi za vse naloge druge, ki bodo pred nami, če govorimo o podpori državnim organom, meji in vsem ostalim, ki bodo pač potrebo imeli po Slovenski vojski. Seveda, v Slovenski vojski se zavedamo, da pred nami, predvsem v tem času, ko je COVID virus med nami, ko verjetno bo ohlajanje gospodarstva, bodo tudi finančni viri nekoliko omejeni. Pa ne glede na to, jaz sem siguren, da bomo dela, ki jih bomo upravljali, usmerjali v druga področja. Govorimo v pridobivanje kadra, to je definitivno, kot vsi veste, velik pereč problem pri nas in jaz upam, da bomo z skupnimi prijemi, metodologijami, pristopom to dosegli in izboljšali številčno stanje. Seveda, v nadaljevanju, kot sem že omenil, bomo cilje, vsaj Slovenske vojske, kot jih jaz vidim, tudi z svojimi kolegi na moji desni, kot sem že omenil, se pogovarjamo, usmerjali v
v vire, materialne, kadrovske vire. To nam bo definitivno cilj v naslednjem kratkoročnem obdobju. Druga zadeva, ki jo jaz vidim definitivno, so določene strateški dokumenti, ker na podlagi teh bomo lahko razvijali Slovensko vojsko tudi v bodoče. Govorim v sled in v usporedno z nekaterimi NATO-vimi dokumenti in dokumenti Evropske unije in seveda tukaj bo treba razmisliti o določenih novih konceptih, strategijah in seveda tudi o doktrinah, ki jih pač moramo narediti, da bo Slovenska vojska funkcionirala. Torej, v nadaljevanju mojega načelovanja na tem generalnem štabu definitivno si bom od pripadnikov Slovenske vojske želel dobro sodelovanje. Jaz upam, da temu bo tako, ker vem in zaupam v pripadnike Slovenske vojske. 6000 in nekaj nas je, seveda ne pozabi, da poleg teh 6000 je še veliko družin, ki stojijo za nami in nas danes gledajo tukaj in pričakujejo, kako bomo zapeljali to Slovensko vojsko. Za konec, bodite ponosni, da imamo tako Slovensko vojsko in jaz sem prepričan, da bomo ta trend ohranili tudi v bodoče. Na vse zadnje, tudi danes, tiste, ki ste prebrali, je vojska definitivno visoka skozi javnomnenjsko raziskavo, predvsem v podpori državnim organom. Skratka, računajte na nas tudi v prihodnje. Hvala lepa.